Danes je 31.12. in najo so spet malo nategnili. Spet. Namreč obljubljen nam je bilo, da bova praznovala Silvestrovo sred poletja, pa da se bova lahko kopala, pa da bova lahko v kopalkah. A tole zgleda, da sem v kopalkah slučajno. Jaz nisem v kopalkah. To so te dolge kopalke so to. Ja, folk je oblečen v bunde. Zakaj? Ker toliko piha. A veš, kaj se lahko iz te zgodbice naučimo, a ne? Ne zaupati ljudem. Ne zaupati vsemu, kar piše na internetu, tako. Jaz sem se že zelo optimistično oblekla v oblekco danes, ker je bilo zjutraj kar toplo, ampak po je začel sam pihati in zdaj sem spet v kavbojkah. Čak, tukaj pa nekaj ni prav. A ja, valjda, napačna videokaseta not. Sam mečkan. Ok, to je zdaj ven, prevrtaral bomo kasneje, upam, da fotor ne opaski, zdaj pa nova, aha, tukaj, ok, v redu, dajmo noter, super, ok, zdaj pa to mogli štimati. Prispela sva nazaj na vzhodno obalo Južnega otoka in sicer nahajava se v mestu Omaru po najinu. Omaru po najinu. Itak vsa imena narobe izgovarjava, tako da se že vnaprej upravičujeva. Omaru. No, Omaru. Mesto Omaru pravijo tudi zgodovinsko mestece in sicer ima tak viktorijanski stil in baje, da ne bi bilo vse skupaj taka izkušnja, kot da potuješ nazaj v cajt. Midva sicer, glede na to, da prihajamo iz Evrope in da imamo tam zelo bogato zgodovino, nisva čez prepričana, če oni vejo, kaj je to zgodovinsko mestece, ampak si greva pogledati. Je pa zelo zanimivo tukaj na Novi Zelandiji, da se vse trgovine zaprejo ful hitro. Mislim, te prav supermarketi, ta veliki so dolgo odprti, pa liquor stores so dolgo odprti, ampak vse te butične trgovince, barčki, pač vse, ne vem, kar prodajajo, ne vem, obleke in podobno, to se vse zapre ob 4-5 in kljub temu, da je zdaj ura 6, kot vidite, je za nama pač tako dobesedno ghost town, vse zaprt. Novozelandci kar slovijo po tem, da imajo izredno dober work-life balance oziroma razmerje med delom in službo. Meniva, da to odraža tudi del njihove kulture kot take, saj je dokaj ležeren in nihče se pretirano ne sekira za karkoli. Tukaj sem imela še nekoliko večjo nesrečo, saj je bil predvečer novega leta in tako nisem imela prav veliko opcij, kaj si pogledati in obiskati. Sva se podala v mesto čist brez plana, pa da vidimo, kje se nama nasmehne sreča. Zelo znana stvar tukaj v Omaru je tudi steampunk muzej. Steampunk, pa za tiste, ki ne veste, gre za poseben slog artističen, ki v bistvu okorporira futuristične elemente skupaj z recimo 19. stoletjem, ta mašina na paro pa te stvari. To, zanimivo. To si pa lepo povedal. Ja, malo sem se zapletel. Čist si se zapletel, ampak ja, se so dojeli. Je pa ful dober, je pa muzej zdaj že itak zaprt, kot vse ostalo. Pač moraš res zgodaj priditi. Dobro, na tlele malo lepše razložijo, kot sem jaz razložil. Se pravi, steampunk je taka smešna, zabaven žanr science fikcije, ki pač uporablja znanstvene fantastike, ki uporablja parne stroje kot svojo tehnologijo. No, a je to zdaj boljš? No, odlično. Odprtje pa se pravi samo od 10 do 4, tako da boste vedeli. Morate biti zgodni. No, če je pa že zaprt muzej, tlele pravijo, da če ostava 2 kovančka noter, bo mogoče cela ta stvar zaživela. A probava? Jaz to kar malo. Je, daj $2, kva, se nimaš kaj izgubiti. $2? Eno Elizabeto, ejga. Daj, vršijo not. Je pa ogenj tam na vrh.
Čak, to zdaj dela, se pravi, lahko tudi cepelin užviva, dava še cepelinu malo. A cepelin ima tudi. Ja, cepelin ima tudi. Oh my god! Daj mi zdaj prižgi cepelina, prosim. No, ima še cepelina, no. Oh my god! Ta del videa je na voljo v daljšem vlogu, ki je dostopen le članom najinega kanala. Pridružitev članstvu ti omogoča kar nekaj prednosti. Od tega, da vloge dobiš pred ostalimi gledalci in so leti daljši, do čisto ekstra dodatnih vlogov, ki jih na najinem javnem kanalu sploh ne objavljava. Vabjeva te, da naju podpreš in se včlaniš. Spotoma pa dobiš še nekaj kul nove vsebine. Link do včlanitve najde spodaj v opisu epizode. Ok, ne in se bom malo popravila. Je res tako potovanje nazaj v čas, pač res tako zgodovinsko, vse te hiške. Mislim, ta strog center mesta, pač ostalo je zelo modern, ampak ne vem, kdo je tole Hondo klele postavil, to pa sploh ne pač. Cela estetika gre Po zlu. Čeprav ne vem, mene tole bolj spominja na neki Hacienda Mexico style. Ja, to so pa te zastavce krive, te mehiške. Mava malo sreče, je celo ena stvar odprta, v glavnem neka mikropivovarna, kjer delajo belgijski stil piv, pa še imaš tak tasting log, tako da so rekla, da gremo kar se malo probati. Kaj imava to? Ja, zdaj ti bom jaz dal malo žrtvo, in zraven dobiš še to, da veš, kjer piješ. Evo, pa probajmo kar za en sedenko. To je sedenka? To je sedenka. Sedenka je Christmas special. Oh, Christmas special. A ja, ti imaš, to moramo se okolo obrniti poslikati. Ja. Evo, res tak božičen, tak s cimetom pa to, ampak ni premočen, ful je dober. No, tasting, evo. Zraven vsakega takega poskušanja moraš imeti kakšno hrano, tako da smo naročili dva sira, in sicer smoked style brie in pa trdi sir iz Waikata. Tako da oboje novozelandsko in bomo to probali. Odlično. Ja, to je moj stil. Sira. Ja, tak parmezanast. Tak parmezanast, ja. Odličen. Drugač pa glavna stvar, zakaj ljudje pridejo sem v Omaru, je zaradi pingvinov. Videla sem sicer Little Blue Penguinse videla že v Timaru tudi, tako da sva pač rekla, da zdaj jih ne rabo videti. Jih je pa polhem pomol, pa čakajte, lejto, zdaj sva daljnogled uspešno pozabila doma, ampak lejte to. Pač tamle čez je tam pomol in vse tisto, če so videli, to vse so pingvini. In pa je jih na dan tudi do 300 pride iz vode pač na pomol. Ampak je pa vse skupaj en tak majčken natek, ker če so bili v Timaru tu zastonj, so tukaj za plačati, da ti lahko pingvine gledaš. Ja, okoli $50 po osebi ali koliko, pač da sediš 2 uri na tem vetru in jih gledaš. V Timaru to sva jih zastonj pričakala, pa čist blizu smo bili, kakle nisi tako blizu njih. Ja. Je pa res, da jih je kle veliko več, mi da sva jih v Timaru tu videla nekih 20. Najni so bili bolj zaradi tega, ker so bolj redki pa bolj fletni. Seksali so. Pa seksali so. Drugač pa skočite pogledat nazaj tale. Ja, se vam bo nek napisali, spisali zale. Lej tega našega pingota s pingotom. Tamle so. Jaz ne vem, če se tukaj vidi. Ampak cel pomol jih je. Se pa fajn rukaš, ja. Je pa če vam toliko pobližu. Gremo bližje. Cel pomol jih je. Itak, da ne morava tle zraven prideti, bo treba plačati, šele potem greš lahko na pomol. No, mogoče morava do pingvinov, lahko prideva do morskih levov. Itak, da jejo pingvinčki. Kje si, kolega? Ja, nekaj zehat, kam še je začel. Ni nekaj, kar bi si želeli videti, ampak evo, koste in mrtv morski lev. Wildlife As its finest, as its Tako. finest. Tako. Jih je pa tle lepo še polno.
pojedel revčka. Bogi. Če želite videti morske leve bolj od blizu, si pejte pogledati tale vlog. Naju pa je potem čakalo le še praznovanje novega leta. Zapustila sva Oamaru in se odpravila proti mestu Dunedin, kjer sta naju že čakala Kieran in Caroline, ter ostala družba iz Češen, s kateri smo se odločili, da bomo skupaj praznovali Silvestrovo. Some pre-party going on? Hey! Slovenija! Čikala pikalo! Who would have thought that this guy was my supervisor 2 weeks ago? Midva sva si tako lepo naštimala take ameriške kapse. Činkalo binkalo, ja? Bota, ne to go. Ampak kar sem zvedla, da s trenutkom, ko prečkava ta most, ne smemo piti alkohola. Lahko piješ v barih, lahko piješ v nekih restauracijah, ne smeš pa piti pač tako po cesti, čeprav ni unga alkohol free zona. Ura je 10 zvečer, pa kakor vidite je še zmer dan. Še zmer dan. Počas se dela nočka. Počas. Ampak res počas. To je... Imamo pa pub crawl z Angliži. To je njihov nacionalni sport, po mojem. Tako da ne smeš naročiti 2 pira v istem baru, ker imaš pub crawl. Time to say goodbye to 2023. 2023 sucked a little bit. 2023 had hurricanes and war and Winston Peters. Potem pa je bil čas za posteljo in naslednji dan vrnitev v Cromwell, med najine nasade češenj. To pa bo tudi naš težko pričakovan naslednji vlog, zato se ne pozabi naročati na najin kanal, da ga ne zamudiš. Do takrat pa, kakite ano!